Predelati zidanico v sodoben bivalni objekt zveni skoraj neverjetno, vendarle je mogoče. V Gričevnati pokrajini blizu Podčetrtka so med obnovo združili sodoben pristop in hkrati spoštljivo ohranili ključne elemente tradicionalne rabe tega objekta. Valovita pokrajina Kozjansko, kjer prevladujejo vinogradi, je posejana z zidanicami. Objekt, povezan z delom v vinogradu in hrambo vina, je dobil novo vlogo. Počitniška hiška. Stoji blizu Podčetrtka. Vi ne živite tukaj, ker je to vendar zidanica, ampak redno prihajate. Kako to? Jaz imam tukaj korenine. Moji starši so iz Celja in so to tukaj imeli kot vikend. In moji starši in starši so še sem prišli na vikend. Jaz živim v Avstriji, na Tirolskem, v Kufsteinu in pridem 3-krat leto sem. Kaj se je dogajalo kot otrok? Kaj ste delali tukaj? Kako ste preživljali? Smo vedno prišli tudi sa trgatve. Drugač v spomlad smo prišli, ko smo mogli vinograd tudi gledati, če vse v redu. In če smo tukaj bili, smo šli v Atomske se kopati in uživali smo naravo tukaj tudi. Mene je presenetilo, ko ste rekli, da niste nikoli obiskovali kakšnega tečaja slovenščine ali pa celo hodili v kakšne slovenske šole. Vse, kar znate in znate dosti, je torej od pogovora z mamo doma. Točno. Dobro. In pejva zdaj k tej zidanici. Ta zidanica je torej bila nekoč, pa ne tako dolgo nazaj, še popolnoma drugačna. Zakaj ste se odločili, da ta zidanica mora iti v 21. stoletje? Jaz sem ta zidanico zelo hitro zidal po smrti moje mame in stare mame, tudi zaradi spominov prvič, ampak tudi zaradi narave in zaradi razgleda. Jaz sem pravnik, pa delam veliko v pisarni in dobrih 10 ur na dan sem v pisarni in zaradi tega je to zelo lepo, če prideš sem in lahko oddihaš in imaš naravo in imaš mir. Gospod Blaž, tale zidanica je pa vendar bila kakšen izziv za vas. Če prav razumem, ste bili že kdaj prej tukaj? Na ogledu, v bistvu, jaz sem bil prvič, šele ko smo prišli gledati staro hišo. Takrat je bila želja naročnika, da bi predlagali, kako bi lahko prenovil to staro hišo. Imel je tudi neke ideje, ampak nam se je zdel že v bistvu prvi trenutek, ko smo videli tisto staro hišo, na kako lepi lokaciji stoji, pa kako v bistvu je nesrečno že prezidana, ker je imela dolgo zgodovino. Ampak nekako smo prišli do tega, da je najpametnejša odločitev, da se tisti kasneje prezidan del nadstropja te hiše podre. Tisto, kar je pa res prvotno in prvinsko bilo, se pravi ta vinska klet v pritličju, pa jo obdržimo. Gornji del zidanice je postavljen na staro kamnito klet, ki naj bi tam stala že vsaj 200 let. Koliko jasno predstavo ste vi imeli o tem, kaj želite? Prvo sem hotel imeti nekaj štajerskega, nekaj domačega. Ideja je bila taka, ne vem, koliko smo na to prišli, enkrat smo rekli les. Mogoče tudi zaradi tega, ko meni je les zelo domačen, zelo topel. Kar se tiče kvadrature hiše, smo rekli, jaz hočem imeti tak, kot je bila. Stopnišče je vedno bila tukaj na toti strani in malo nekaj modernega. Jaz sem rekel, jaz hočem imeti to bolj odprto in mi ne rabimo več tako velike spalnice pod mansardo in tako je to raslo. Tudi nam se je zdel les tisti material, ki bi bil najprimernejši za to gradnjo, predvsem zato, ker gre za nadzidavo, ne nekega starega. Je tudi konstrukcijsko lažje na to bilo postaviti nekaj lesenega. Hkrati je razlika od tistega, kar je starega tukaj, ker se nam je zdelo, da s prejšnjo prezidavo ni bilo več berljivo,
kaj je ostalo od stare hiše in kaj je zdaj bilo kasneje novo, ne. S tem, ko smo pa nekako naredili neko jasno mejo, ločnico med to vinsko kletjo, ki je ostala, in to novo, sodobnejšo nadzidavo, mislim, da smo bolj pokazali tudi, kaj je res prvotnega in kaj je novega. Ob prenovi zidanice so izkoristili njeno dvignjeno lego zato, da so notranjost odprli navzven z velikimi steklenimi površinami. Hkrati tudi notranjosti niso zaprli nič več, kot je bilo nujno. Ja, to je bila tudi nekako in seveda naš predlog in želja naročnika, ker razgled je res čudovit na vse strani. Težko smo se tudi odločili, na katero je bolj pomembno gledati, ampak je vendarle ta južna stran in vinograd, ki je tudi v lasti naročnika, tisti, ki je mogoče najprimernejši za neko večjo odprtino. Hkrati smo pa oblikovali prostor tako, da se odpira na vse strani. Ena od značilnosti obnovljene zidanice je tudi lesen hodnik v gornjem delu, do katerega vodi stopnišče. Hodnik je mogoče zastreti z zložljivimi polkni. Tako da gang je tisti element, ki je že od nekdaj značilen, oziroma zunanji dostop je bil značilen za zidanice. Smo pa potem to oblekli v neko sodobnejšo obleko iz lesa, ki se deloma zapre lahko. Morda je leseni plašč hišnega oboda za koga presenečenje, a v resnici gre le za sodobno interpretacijo nekdanjih lesenih elementov. Les je pa tudi zunaj viden in tisti je en tak, se mi zdi, modern element vnešen v prostor. Je modern element, je pa tudi na teh starih fotografijah. Zdaj, ko smo mi dobili hišo, ni bilo več skoraj nič leseno, razen napuščal. Na starejših se pa vidi, da je bil tudi lesen gang že prej, en del nadstropja tudi je bil lesen, tako da je les bil avtohton element v prostoru. Edino, kar je recimo novejšega, je to, da je les bil že v osnovi barvan z neko sivo oljno barvo, ki bo nekako to staranje hiše zabrisala, ne. To je bila tudi želja naročnika, da ne bo spremljal, kako ta hiša se stara in sivi, ampak bo elegantna gospa že na začetku, ne. Ta miza je starejša kot hiša, saj je zgornji del hiše, tako da je, kar nas tudi navdušuje, da nismo v bistvu opremali te hiše do zadnjega kotička, ampak smo to prepustili lastniku, da je prinesel v prostor elemente, ki so njemu blizu. Pri tej hiši smo razvili tudi en sistem drsnih senčil, s katerimi lahko hišo v celoti zapremo, kadar naročnika ni. Ostane odprto eno samo okno, ki je nekako pogled na pokrajino in tudi stik pokrajine s hišo. Tako da ni hiša popolnoma anonimna, ampak hkrati pa je zaprta in je vidno, da trenutno v njej ni nikogar in da čaka svoje goste in prebivalce. Zidanica na Kozjanskem je dokaz, da je mogoče tudi tradicionalne zgradbe posodobiti in jih spojiti s pokrajino.